Vi sigurno veste vsi, da je bil oktober mesec kibernetske varnosti, kjer je bil cilj aktivnosti okrepiti odpornost sistemov v Evropski uniji in pa seveda hkrati predvsem na način, da se vsi državljani izobrazimo, kako varno poslovati. Letos sta bili v ospredju in sta še vedno v ospredju predvsem dve temi v tem kontekstu, in sicer izsiljevalski virusi in pa tako imenovane phishing prevare, o katerih bo tudi v nadaljevanju več govora, ker gre za dva globalna pojava oziroma izziva, ki sta že kar nekaj let, ne samo letos, na vrhu najpogostejših kibernetskih nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni pravzaprav vsi ljudje. Želela bi to priložnost izkoristiti tudi zato, da še enkrat povem, kar verjetno sicer veste, ampak vendarle, da je Slovenija s programom Varni na internetu, ki ga izvajajo na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost, del evropske kampanje že od vsega začetka, ampak kar sem hotela posebej izpostaviti pa je, da so pa ob letošnji 10. obletnici tudi prejeli nagrado za video o počitniških prevarah. Zdaj v mesecu novembru bodo pa naslednji teden tudi intenzivirane aktivnosti različnih deležnikov, ki vsi skupaj sodelujemo pri aktivnostih ozaveščanja v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, in vas tudi vabim oziroma prosim, da poskušate tudi vi, mediji, to temo čim več, kolikor je možno, posredovati vsem nam gledalcem in poslušalcem in s tem pripomoč in doprinesti k temu, da se izobraževanje oziroma ozaveščenost širi in čim bolj veča. Zdaj ta mednarodni teden preprečevanja prevar oziroma vse aktivnosti res velikega števila različnih institucij in organizacij je v preteklih 4 letih koordiniral Deloitte Slovenija, z letošnjim letom pa koordinacijo prevzema Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in tam so tudi na voljo informacije o vseh teh aktivnostih, ki bodo še bolj koncentrirano v naslednjem tednu tudi potekale. Zakaj ta tema postaja res osrednja tema in se je moramo kot take zavedati vsi prebivalci, ne samo ponudniki storitev digitalnih in pa nadzorniki, zato ker seveda razvoj tehnologije spreminja naše življenje in navade in pa tudi način izvrševanja transakcij. Posebej je področje plačil postalo zelo dinamično z vidika razvoja tehnologije in seveda tudi z vidika sprememb naših navad. In uporaba elektronskih plačilnih sredstev seveda nudi zelo veliko prednosti nam uporabnikov, kot je hitrost, razpoložljivost 24 ur, 7 dni na teden, ampak hkrati pa seveda plačilo opravimo oddaljeno preko spleta različnih aplikacij, ampak hkrati pa seveda povzroča tudi drugačne nevarnosti in pasti, ki smo jim izpostavljeni in kot bom predstavljal v nadaljevanju, se v povprečju ne zavedamo tega, da lahko predvsem sami v resnici samo poskrbimo za našo varnost. In največ zlorab se po vseh statistikah, ki so na voljo in raznih anketah, ki so na voljo in seveda ne zajamejo vsega, ampak vendarle to, kar je na voljo, kar se da spremljati v številkah, kaže, da pride najpogosteje pride do največjega števila prevar in zlorab, pride na delovnem mestu, na mobilnih napravah in pa na spletu. Zdaj, zlorabe podatkov osebnih in pa tudi finančnih sredstev so zaenkrat najpogostejše po razpoložljivih podatkih sicer na socialnih omrežjih. In tukaj je treba biti izrazito pozoren. Takoj na drugem mestu, sicer globoko pod, ampak vendarle na drugem mestu so pa že finančne transakcije. In temu bomo danes posvetili skupaj nekaj več pozornosti. Zakaj tako nujno posvečati pozornost? Ker hkrati, ne glede na to, da smo vsi
uporabniki vsakodnevnih teh naprav raznih in zelo hitri uporabniki seveda tudi, pa kažejo ponovno vsi podatki, ki so na voljo, da pa v resnici je pa digitalna pismenost nas vseh evropskih državljanov pa v resnici kar žalostno nizka. Namreč kar 44% evropskih državljanov po podatkih razpoložljivih ne obvlada osnovnih digitalnih veščin. 37% delovno aktivnih evropskih državljanov enako ne obvlada osnovnih digitalnih veščin. In vsak dan se zgodi čez 4000 raznovrstnih digitalnih napadov v Evropi in 95% vseh kibernetskih napadov oziroma incidentov je na tak ali drugačen način povezanih s človeško napako oziroma s človeškim ravnanjem oziroma z neosveščenostjo in nezavedanjem, da smo tako ranljivi pri našem ravnanju in kako lahko postopamo pravzaprav zato, da bi znižali to izpostavljenost, bomo tudi danes govorili. Še enkrat statistika kaže tudi, ponavljam, da je največ uspešnih, bi rekla, zlorab v okviru dela. Zdaj, ko se je povečalo delo od doma, je ta izpostavljenost še večja v resnici, in kot stransko tudi povečano število napadov v oblaku, zato ker vsi vedno bolj uporabljamo aplikacije, ki so v oblaku, hkrati pa tudi razvoj tehnologije, kot rečeno, dodatno v določenih segmentih izpostavlja nas vse večjemu tveganju. In kar seveda, kriminalci so vedno kakšen korak pred nami in so seveda tudi izredno vešči pri upravljanju in obvladovanju teh novih digitalnih poti in tehnologij. Tudi bančni sektor v Sloveniji zaznava vedno več napadov. Nekaj časa v preteklih letih smo gledali statistiko, primerjali in ugotavljali, da smo neke vrste otoček, ne samo bančni sektor, tudi drugi sektori, telekom in tako naprej, ampak vendarle tudi bančni sektor, zato ker seveda so finančne transakcije tiste, ki so izpostavljene, zato ker kriminalci želijo priti do ali osebnih podatkov, zato da pridejo potem do finančnih sredstev na tak ali drug način ali pa pač neposredno do finančnih sredstev in ne glede na to, da banke imajo mehanizme in postopke in seveda v sodelovanju z drugimi inštitucijami in organizacijami storijo vse, kar je možno za to, da zaščitijo podatke in sredstva strank, pa vendarle v resnici ponovno poudarjam, največ lahko naredimo za varnost naših podatkov in finančnih sredstev sami. Zato smo danes, kot rečeno, v sodelovanju pripravili to konferenco, kjer bodo gospod magister David Gracer, višji kriminalistični inšpektor in specialist iz oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja v upravi kriminalistične policije na generalni policijski upravi predstavil trende, ki jih zaznavajo skozi svoje aktivnosti na osnovi prijav različnih ali fizičnih ali pravnih oseb, in pa gospod Gorazd Božič, vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SICERT, ter gospa Jasmina Mesič, koordinatorka programa Varni na internetu, ki bosta predstavila tudi številke in pa tudi nekaj programov, ki so na voljo, med njimi tudi tak je bil nagrajen, in aktivnosti, ki so na voljo za izobraževanje in osveščanje, ki pomagajo nam vsem lahko pri tem, da se obranimo napadov. Izvolite, gospod Gašper. V policiji pospešeno preiskujemo različne oblike spletnih goljufij, ki so v zadnjih letih v skokovitem porastu. Še najbolj bi rekel, da je to v letu 2020, 2021 in pa tudi letos nekako od začetka pandemije naprej smo prejeli ogromno tovrstnih prijav različnih oblik spletnih goljufij.
In sicer v lanskem letu več kot 600 prijav z skupnim oškodovanjem več kot 12 milijonov evrov, kar pomeni povprečno okrog 20 tisoč evrov na obravnavan primer. V letošnjem letu smo po številu prijav vse te številke že presegli, saj smo prejeli 790 prijav, skupna nastala materialna škoda pa je blizu 14 milijonov evrov. To so podatki do konca oktobra letos, kar pomeni približno 17 tisoč evrov na obravnavan primer. Zdaj, če pogledamo te številke, pomeni, da v policiji praktično vsak dan prejmemo kako prijavo, 2 ali celo več. Načini storitve oziroma oškodovanja naših državljanov so pa različni. Tukaj sem pripravil 6-7 najpogostejših zadev, ki se pojavljajo, glede na število obravnavanih prijav in pa materialno škodo, ki nastaja. Kar nekaj let zaporedoma so investicijska vlaganja na prvem mestu. Glede na nastalo materialno škodo, na primer v lanskem letu blizu 7 milijonov evrov v 170 zadevah, v letošnjem letu je število prijavljenih zadev dokaj enako, materialna škoda pa je nekoliko manjša. Potem so tako imenovane BEC goljufije, artikli, ki so nekako naročeni na spletu, pa potem niso dostavljeni, so na 3. mestu, romantične goljufije, nigerijske, pridobitev kredita, lažna tehnična pomoč in pa neka nova zadeva oziroma zadeva, ki se je najpogosteje začela pojavljati v letošnjem letu, tako imenovani phishing podatkov za dostop do elektronskih bank. Vse te zadeve bom nekoliko natančneje predstavil v nadaljevanju z kratkimi primeri, da si lažje predstavljate. Najprej nekaj besed o investicijskih vlaganjih. Zadeva se običajno začne z nekim oglaševanjem na družbenih medijih. Ljudje želijo sredstva vlagati običajno v virtualne valute, ki so v zadnjem obdobju precej popularne. Tovrstne zadeve iščejo v raznih brskalnikih, zadeve se shranijo, ta iskanja se shranijo v tako imenovane piškotke, zato ko gredo na primer Facebook, zelo hitro začnejo dobivati tovrstne oglase. V primeru, da v bistvu kliknejo na enega izmed tovrstnih oglasov, potem v naslednjem koraku spletni goljufi želijo pridobiti neke njihove osnovne podatke, kot je na primer ime, priimek in pa telefonska številka. To v bistvu vpišejo v ta obrazec in potem zelo hitro dobijo klic spletnega goljufa. V nekaterih primerih tudi spletni goljufi kličejo na ključne telefonske številke in potem v bistvu priporočajo, da bi ljudje pričeli z vlaganjem v določene sheme na spletu. Spletni goljufi potem po samem klicu želijo pridobiti dostop do računalnika žrtve, predlagajo, da se namesti programska oprema za dostop, običajno je to AnyDesk ali pa TeamViewer, in potem po sami vzpostavitvi povezave z računalnikom na računalniku oškodovanca namestijo oziroma v imenu oškodovanca odprejo virtualno denarnico, ustvarijo profil z njihovimi podatki na platformi, tovrstnih platform je v bistvu na stotine različnih in potem želijo od njih, da nakažejo sredstva na določene transakcijske račune, ki so običajno v tujini. V tem profilu na spletu in pa lažnivo prikazujejo dobičke. Na tak način jih v bistvu zavedejo, da ljudje vložijo veliko količino denarja v tovrstne platforme. Tukaj govorimo o več 10 ali celo več 100 tisoč evri na obravnavan primer. Da bi še bolj podkrepili
njihovo zaupanje jim v nekaterih primerih tudi izplačajo določen dobiček. To podkrepijo s kakimi ponarejenimi dokumenti v imenu bank, naprimer, da jim bo dobiček oziroma celoten znesek izplačan, vkolikor naprimer plačajo 10% od celotnega zneska in potem ljudje dejansko to nakažejo in so oškodovani za velike vsote. V bistvu v tovrstnih primerih je se potrebno zavedati, da ne gre za nobena vlaganja investicijska, ampak za goljufijo, saj v ozadju v bistvu goljufi denar ukradejo in ga ne vlagajo v to shemo, katero prikazujejo. Potem, kot druge najpogostejše, so tako imenovane BEC goljufije oziroma s tujko business email compromise. Lahko bi rekli, da gre za neke vdore v poslovno elektronsko pošto. Tukaj spletni goljufi targetirajo predvsem družbe, ki mednarodno poslujejo. Običajno pri oškodovancih v Sloveniji gre za to, da je oškodovanec kupec, neka tuja družba je pa prodajalec. V teh primerih v bistvu spletni goljuf prevzame identiteto tega prodajalca, si pripravi dosti podoben elektronski naslov, kot ga ima ta prodajalec, in potem v bistvu kupcu pošlje elektronsko pošto, kjer navede, da je pač prišlo do spremembe transakcijskega računa in da je potrebno čim prej plačati to robo, ki jo je naročil, na nek drug transakcijski račun. Zdaj, ta oškodovanec v Sloveniji v bistvu misli, da se pogovarja z prodajalcem kot običajno in mu verjame in zato pač tudi nakaže sredstva. V bistvu gre pa za nakazilo na napačen transakcijski račun oziroma račun neke denarne mule, običajno tudi v neko drugo državo. Tovrstne goljufije je dejansko zelo težko opaziti, te razlike med elektronskimi naslovi. Morda je najboljše te zadeve reševati z dodatnim preverjanjem, naprimer, kadar gre za spremembo transakcijskega računa poslovnega partnerja z nekim dodatnim telefonskim klicem in preverko, ali je to se res zgodilo ali se ni. Potem imamo goljufije z nikoli dostavljenimi artikli, to je zdaj precej aktualno, tudi v tem času, ko prihaja naprimer Črni petek. Tukaj številčno obravnavamo največ tovrstnih zadev, sicer večinoma tovrstnih prijavljenih zadev je z manjšim oškodovanjem, nekaj 100 evrov, ampak kljub temu je pa povprečno nekje 4300 evrov škode na obravnavan primer. Kajti ljudje naprimer vnaprej plačajo vozila ali pa delovne stroje z več 10 000 evri in potem v bistvu te zadeve dvigujejo povprečje. Najbolj pogosto gre za nakazila na transakcijski račun nekam v tujino. Kupujejo pa se artikli v bistvu tisti, v katerih gre največ povpraševanja strani uporabnikov. Naprimer, v preteklem obdobju smo imeli dosti naročil psov na spletu, ki so jih plačali dosti ceneje, kot bi jih lahko dobili nekje v kakih psarnah. Oblačila, obutev, računalniška oprema, potem v času covida je bila to zaščitna oprema, ki se je naročevala, pa ni bila dostavljena. V zadnjem obdobju je dosti prijav v zvezi z naročil peletov, naprimer ljudje kupujejo seveda v tem obdobju pelete, jih plačajo po ceni 300 evrov, čeprav je trenutna nabavna cena 900 evrov približno in potem seveda zadeve niso dostavljene. Potem so tukaj romantične in pa nigerijske prevare. Tukaj storilci na spletu ustvarijo stotine, tisoče lažnih profilov, poskušajo vzpostaviti kontakt najbolj običajno z starejšimi ženskami, glede na prijave, ki jih obravnavamo. Predstavijo se kot zdravniki, vojaki, delavci na naftnih ploščadih, dobro situirani v bistvu. Iščejo, kot sem omenil, osamljene ženske,
želijo pač spostaviti nek pristen, intimen kontakt, tako da z njimi delijo fotografije in se pogovarjajo pač z njimi preko raznih aplikacij za pogovor. Vedno potem pride v nekem trenutku, da potrebujejo neko pomoč in to pomoč v obliki denarja, v obliki nakazil. Od začetka so to ponavadi kakšni manjši zneski pod pretvezo, da si želijo pripotovati v Slovenijo ali pa da so v Slovenijo poslali nek paket večje vrednosti in je potrebno potem za ta paket plačevati določene stroške. Potem so tukaj nigerijske prevare, še vedno so aktualne, še vedno imamo primere. Tukaj se predstavijo kot kakšni bankirji, direktorji, zdravniki, bogati in pa bolni, naprimer kakšni vojaki ali pa loterije, se pravi, da so zadeli na kakšni loteriji, ki je sploh niso igrali, naprimer. V začetni fazi obljubljajo že nek visok znesek, ki ga je nekdo dobil, prejel, zadev. Zahtevajo malo podatkov v začetku, mogoče ime, priimek, elektronski naslov, potem pa v bistvu nagovarjajo. Vedno pri spletnih goljufijah goljufi poskušajo narediti nek pritisk na tistega, ki je na drugi strani, z namenom, da bi čim prej izvršil transakcijo. Se pravi, zdaj je ta priložnost, potem je več ne bo, da potem ne more ta žrtev zadev preveriti pravočasno, ampak gre kar nakazovati sredstva. Potem imamo primere z pridobitvijo kredita, se pravi, oglašuje se na raznih družbenih omrežjih, kroži po elektronski pošti, s kakimi spletnimi oglasi. Morda tudi zaradi ekonomske krize, finančne stiske ljudi, ki ne dobijo morda na bankah kredita, se zatečejo v kakih tovrstnih iskanjih kredita na spletu. Ponujajo ugodne kredite brez kakršnihkoli zavarovanj, naprimer, pri čemer lahko zlorabijo imena ali pa logotipe bank, elektronske naslove, gre za kakšne izmišljene banke, vzpostavijo tudi spletne strani, z namenom, da zadeva izgleda čim bolj pristno. Zahtevajo, da se jim posreduje osebne podatke, ki jih potem naprimer vnesejo v neko dokumentacijo, ustvarijo lažno dokumentacijo in izgleda, da bodo ljudje dejansko prejeli kredit. Še pred samimi nakazili pa vedno zahtevajo neka plačila raznih stroškov, kot je naprimer zavarovanje ali pa davki, notarski stroški in tako naprej. Lažna tehnična pomoč, to je v lanskem letu se prvič pojavilo, v letošnjem letu je še več tovrstnih oškodovanj. Spletni goljufi običajno kličejo po telefonu, kličejo na ključne telefonske številke, poskušajo izkoristiti neko tehnično neznanje uporabnikov računalnikov, lažnivo jim prikazujejo, da je pač računalnik okužen, da javlja neke napake. Potem pa v bistvu želijo, da si ljudje namestijo zopet opremo za oddaljen dostop. TeamViewer, AnyDesk, najbolj pogosteje je v bistvu AnyDesk. V nekaterih primerih namestijo dejansko program za odstranjevanje napak na računalnik, ki ga je potem potrebno plačati v znesku nekaj 10 evrov morda, pri čemer pa pač zahtevajo v nekaterih primerih, da se jim posreduje podatke plačilne kartice, ki jo na to zlorabijo, ali pa v nekaterih primerih jim dajo ljudje dostop do spletne banke. Z to aplikacijo, s katero so povezani na računalnik, zameglijo oziroma počrnijo zaslon, tako da ljudje ne vidijo, kaj delajo in jim izpraznijo v bistvu bančni račun. Potem phishing podatkov za dostop do elektronskih bank. Tovrstne zadeve so se v največji meri začele pojavljati v letošnjem letu. Spletni goljufi pošiljajo elektronsko pošto ali pa SMS-e v imenu bank. V obvestilo pa vedno priložijo neko povezavo, na katero morajo ljudje klikniti. Ko kliknejo na to povezavo, jih v bistvu preusmeri na lažno stran, ki izgleda identično kot stran za dostop do spletne banke.
tja vnesejo potem, ker mislijo, da pač tipkajo podatke v dejansko spletno banko, uporabniško ime, geslo, tudi vnos enkratnega gesla, ki ga prejmejo na SMS in na tak način v bistvu storilci pridobijo dostop do elektronske banke uporabnikov in na to se goljufi lahko prijavijo v njihove banke in upravljajo prenakazila, ki so običajno v tujini. Na tem mestu bi opozoril, da ta denarna sredstva, ki jih oškodovanci izgubijo oziroma nakažejo na podlagi tovrstnih spletnih goljufij, so v veliki meri zavedno izgubljena, sploh če so prijave policiji oziroma svoji banki prepozne. Zato je ključnega pomena neko preventivno ravnanje občanov, predvsem previdnost pri vzpostavljanju stikov na družbenih omrežjih, posredovanje kakih osebnih ali pa bančnih podatkov osebam, ki jih ne poznajo. Še posebno pozornost je potrebno polagati na take osebe, ki z različnih razlogov prosijo ali pa zahtevajo, da se jim nakaže neka denarna sredstva. V bistvu priporočamo, da se na tako prejeto elektronsko pošto ali pa telefonske klice sploh ne odgovarja, se jih blokira. Nikomur nikoli ne smete dovoliti dostopati do svojega računalnika. To je dosti podobno, kot če bi nekoga spustili v svoje stanovanje ali mu dali ključe od svojega računalnika. Sigurno je njegov namen, da bo želel krasti sredstva. Posebno pozornost je potrebno polagati tudi pri spletnih nakupih, uporabljati priznana spletna prodajna mesta. V primeru pa, da že pride do oškodovanja, da so bila sredstva že nakazana in je šlo do finančnega oškodovanja, pa zadevo čim prej prijaviti na policijo ter obvestiti svojo banko. Zdaj, kar se tiče same statistike, v policiji na letni ravni uspešno odkrijemo tam nekje med 20 in 30% tovrstnih prijav, pri čemer je pač potrebno vedeti, da v Sloveniji v bistvu imamo samo oškodovanca v največ primerih. Sami storilci delujejo na naše državljane iz drugih držav ali tretjih držav, prav tako pa naši oškodovanci sredstva nakazujejo na račune zopet v tujino. Tako da praktično je tukaj policija dosti odvisna od mednarodnega sodelovanja z drugimi državami. Tukaj se poslužujemo seveda kanalov Europola, Interpola in potem v bistvu na tak način tudi z raznimi mednarodnimi operacijami, v katere se nenehno vključujemo, držimo stik z tem, da se ti storilci odkrijejo. Potrebno je povedati, da to niso neki posamezniki, ampak v bistvu gre za dobro organizirane kriminalne združbe, ki delujejo praktično v okviru klicnih centrov. Kar nekaj tovrstnih zadev je že bilo uspešno preiskanih. To so v bistvu klicni centri z uslužbenci oziroma spletnimi goljufi, ki hodijo tja na delo v te zgradbe in so bili uspešno realizirani tudi po 100-150 ljudi, ki je bilo takrat na primer na delu in so vsak upravljali točno določeno pravila na podlagi organizatorjev teh tovrstnih kaznivih dejanj. Seveda pa z narastom tovrstnih prijav oškodovanj si spletni goljufi pridobijo več sredstev in lahko več sredstev tudi vlagajo v odpiranje novih takih klicnih centrov in zato v bistvu na tak način se tudi oni razvijajo in zato imamo vedno več prijav in vedno več oškodovanj. V lanskem letu so bili na območju Litve in Latvije dva klicna centra tovrstna uspešno realizirana, tudi iz oškodovanj, ki so bile v Sloveniji. Naloga SICERT-a je, da nudimo tehnično pomoč, opravljamo analize pri prijavljenih incidentih, bodisi da te prijave prihajajo od posameznikov ali od podjetij, da nudimo se pravi nek tehnični support. Kasneje boste videli tudi veliko vlagamo v programu zaveščanja varni na internetu.
ki ga bo kasneje predstavila Jasmina. In če pogledamo na situacijo, ki jo vidimo na SICERT-u, kaj se dogaja v Sloveniji, kaj je najbolj pereč problem. Tukaj lahko vidite, z enim pogledom vidite, da spet govorimo o phishingu. Phishing je bil že omenjen, se pravi to ribarjenje za gesli, kraja gesel oziroma poverilnic. Vidimo, da je številčno problem številka 1, kot ga vidimo na odzivnem centru SICERT. Seveda se ukvarjamo tudi z drugimi zadevami. Če pogledamo malo na drug način, vidite tukaj število incidentov, ki jih obravnavamo vsako leto. Seveda raste tako, kot rastejo vse druge stvari na internetu, kot radi rečemo, ampak tale rdeča linija, vidite, kaže na nek zaskrbljujoč trend, da delež phishing incidentov, ki jih obravnavamo na SICERT, raste in je že prešel 1/3 vseh incidentov, ki smo jih obravnavali. Lani je bilo, mislim, da 1/3 teh incidentov, oziroma okrog 30%. Projekcije za letos kažejo, da bomo dosegli čez 35, tam okrog 37% vseh incidentov bojo phishing incidenti. Naša naloga je, da v bistvu ugotovimo, kaj se pravzaprav dogaja, da zanaliziramo, da upravimo nek pregled, odkot te napadi izvirajo, ali se da, oziroma kako hitro se da odstraniti to zavajajočo stran, se pravi, da skrajšamo ta čas, to okno, ki ga imajo storilci za to, da lahko izvajajo napade na komitente bank v Sloveniji. Ti napadi prihajajo bodisi preko elektronske pošte ali preko SMS sporočil. In tukaj smo seveda tudi v sodelovanju z ostalimi deležniki, ki v teh incidentih sodelujejo oziroma pomagajo pri razreševanju incidenta, tudi kot so banke, Združenje bank, policija. Skušamo čim prej razrešiti ta oziroma zmanjšati število žrtev. Zdaj, kot je že omenil gospod Gracer iz policije, ne gre tukaj vedno samo neposredno za napada na posameznike, ampak tudi mi opažamo, da so to vrivanje v poslovno komunikacijo oziroma business email compromise, da je vedno bolj razširjen problem. Tam so oškodovanja lahko večja. In tukaj lahko vidite, da v lanskem letu smo imeli 52 zabeleženih primerov, se pravi vsak teden se zgodi eno oškodovanje podjetja v Sloveniji. No in pri tem je pomembno, se mi zdi, omeniti tudi to, da so storilci se dobro zavedajo, da morajo svoje sledi skriti. Ali uporabljajo kriptovalute, kjer je sledenje denarja teže, pri nakazilih uporabljajo račune tako imenovanih bančnih mul, ki jih je lahko več celo v verigi, zato da se oteži to sledenje denarju, in pogosto v bistvu delujejo iz držav, kjer je nek mednarodni policijski pregon kriminala nemogoč, bodisi zaradi geopolitičnih trenutno razmer, če govorimo o Ruski federaciji, ali v državah neke podsaharske Afrike, kjer v bistvu te države nimajo nekega mehanizma mednarodnega sodelovanja. Zato mi tudi veliko vlagamo v ozaveščanje. Se pravi, ta odziv na incident, te analize, zmanjševanje škode, to je ena komponenta, vemo pa, da v bistvu je to ozaveščanje in izobraževanje izredno pomembno in to naslavljamo pa z našim programom Varni na internetu, tako da zdaj predajam Jasmini besedo. Hvala lepa. Jaz sem sam čez en res kratek trenutek postavila pri statistiki, Gorazd je naredil en tak lep uvod in je predstavil ta porast phishinga v Sloveniji. Jaz bi pa mogoče sam še izpostavila to perspektivo, da gre za vse prisotno problematiko. Anti-phishing working group je ena delovna skupina, ki globalno spremlja v bistvu ta trend in beleži te napade in oni poročajo v bistvu o rekordnem drugem četrtletju v letu 2022. V bistvu so zabeležili rekordno število phishing napadov, odkar oni izvajajo, bom rekla, to svojo raziskavo.
Prav tako poročajo o povečanju same dejanske finančne škode, ki utrpi podjetje zaradi vrivanja v poslovno komunikacijo. Velik porast je prevar na družbenih omrežjih, pri čemer gre največkrat za neke lažne darilne kupone, lažne nagradne igre s končnim ciljem pridobitve ponovno številke kreditne kartice. In pa en tak trend, o katerem bom več govorila, je pa porast smishinga, vishinga oziroma tega dejstva, da se vse te prevare selijo iz naših elektronskih nabiralnikov dejansko na naše mobilne naprave, na naše telefone. To sta taki dve problematiki, ki jih mi bomo poskušali v bodoče bolj izpostaviti, bolj nagovoriti, predstaviti uporabnikom. Torej, smishing pomeni, da več ne dobivamo phishing sporočil zgolj na našo elektronsko pošto, ampak dobivamo SMS sporočila in pa kraj kreditnih kartic pomeni, da več ne želijo goljufi zgolj naših gesel za elektronsko pošto, ampak zdaj želijo naše finančne podatke. Na prvem mestu so to autentikacijski podatki za dostop do spletne banke in pa naše kreditne kartice. Ta trend smo mi nekako že zaznali leta 2020, v tistem najhujšem obdobju epidemije je praktično vse se preselili na splet in je bil tudi eksponentna, rast spletnih trgovin in opravljenih spletnih nakupov. In ravno to so izkoristili in v bistvu zlorabili logotipe, imena, podobe najrazličnejših dostavnih služb, zato da bi v bistvu pridobili naše podatke kreditne kartice. V Sloveniji v bistvu je to izgleda tako, da ponaredijo stran Pošta Slovenije ali pa rečemo DHL, pošlja na elektronsko pošto, da moramo plačati samo še 1 evro, da prevzamemo naš naročen paket, ki ga pa tudi zelo verjetno pričakujemo, ker smo res opravili nek spletni nakup. Na končni efekt je pa samo to, da oni pridobijo številko naše kreditne kartice. To nekako smo že zaznali, kot sem rekla, 2020, marca, aprila, nekako maja, smo že obveščali javnost o tem, ampak v bistvu vidimo, da se ni zmanjšalo, ampak enostavno se še nadaljujejo te oblike prevar. Zdaj, zakaj so te prevare uspešne? Mi večkrat opozarjamo, da so to tehnično zelo preproste prevare, ne zahtevajo nekega naprednega tehničnega znanja, so preproste, ampak hkrati tudi še vedno zelo uspešne. Tu tudi prihaja mogoče do enih takih napačnih interpretacij strani uporabnikov, ko reče, vdrli so mi v banko, shekali so me, kar pa v bistvu ni res. Na strani same institucije, neke ustanove, ne pride do zlorabe, ampak mi sami prostovoljno predamo te podatke. Zakaj? Zato, ker nas v bistvu zmanipulirajo z nekimi metodami družbenega socialnega inženiringa in tu mi ne govorimo o tehnologiji, ampak o psihologiji. Najbolj uspešna formula je vedno prestrašiti uporabnika, oni vzbujajo ta občutek strahu, da nam bojo takoj blokirali bančni račun, da smo presegli neko kvoto, da nam bojo izbrisali naše maile, skratka želijo nas prestrašiti, da mi nekam kliknemo in vnesemo svoje podatke. Hkrati še igrajo na ta občutek nujnosti, da moramo to storiti takoj, da bo v roku 24 ur nam bojo zablokirali kreditne kartice, da bojo izbrisali naše maile. Skratka, gre se za take, bom rekla, bolj psihološke prijeme, da mi sami nekaj storimo, sami nekaj kliknemo. Pomemben faktor, mogoče bo v prihodnosti še pomembnejši, je pa ta preobremenjenost z samo količino informacij, torej ta digital overload, to sem res želela danes izpostaviti, zato ker zelo težko je kriviti same uporabnike, pa reči, sami si ste krivi, ker če pomislimo, koliko mailov dobimo vsak dan SMS sporočil in potem hkrati, če temu prištejemo še aplikacije za hitno sporočanje, messengerje, je v bistvu vedno večja verjetnost, da človek v tej paniki nekako naredi nek napačen klik in podleže, bom rekla, tej prevari. Ker sem še vedno hotela ohraniti neko pozitivno sporočilo, bom mogoče malo več povedala o preventivnih ukrepih, kaj lahko vsak posameznik sam naredi. Mi imamo eno formulo, ki se sliši preprosto 3P, preveri pošiljatelja, povezavo, priponko, ampak kot je izpostavil gospod Gratelj, mogoče to ni tako preprosto za vsakega uporabnika, če so mogoče bolj nekako računalniško nepismeni, ampak še vedno za vsako elektronsko sporočilo, ko ga prejmemo, preverimo, kdo je pošiljatelj, torej preverimo domeno pošiljatelja elektronske pošte, ali se ujema za domeno same institucije, ki naj bi nas kontaktirala, ali smo samo mi dobili to sporočilo, ali je bilo poslano v sklopu nekega množičnega pošiljanja, kam vodijo povezave. To je še vedno najbolj preprost nasvet, kar ga lahko mi ponudimo uporabnikom, da se z miško postavijo in preverijo, kam dejansko vodi ta povezava, ali vodi res na neko spletno mesto te institucije in pa kakšna priponka je, ali želijo, da takoj odpremo, takoj naklikamo, sami v bistvu sprožimo postopek nalaganja nekega programa v ozadju, sploh za kakšno priponko gre. Žal, nekateri od teh nasvetov odpadejo, kadar dobimo SMS, torej kadar nas kontaktirajo preko SMS-a in ne preko elektronske pošte.
In v vsakem primeru, če dobimo sporočilo, ki od neznanega pošiljatelja, ne vemo, zakaj smo ga dobili, imamo občutek, da nekaj ni ok, da se vedno obrnemo na to neko uradno institucijo. Če nismo prepričani, vedno kontaktiramo našo banko, ponudnika internetnih storitev, mobilne telefonije, FURS. Skratka, vedno, ko dobimo mail, ki ne vemo zakaj in od nas želi, da takoj nekaj odreagiramo, da se ustavimo, da ne podležemo tej paniki in da vedno preverimo to informacijo. Na koncu se vedno svetujemo uporabo multifaktorske autentikacije. To, kot je povedal gospod Gracer, to ni vsemogočni ukrep, ampak je trenutno še vedno nekaj najboljšega, kar poznamo in kar je v bistvu še vedno dovolj enostavno za končne uporabnike. Torej, nujno za elektronsko pošto, tako zasebno kot tudi poslovno službeno elektronsko pošto uporablja dvofaktorsko autentikacijo, če je le možno tudi za družbeno omrežje in pač kjerkoli to neka platforma omogoča in ponuja. Na koncu še bi omenila, da v sklopu SICERTA delujeta, bom rekla, zdaj že skoraj 2 ločena programa. Varni na internetu.si je portal, kjer nudimo podporo, pomoč praktično vsem uporabnikom interneta v Sloveniji. Trenutno imamo na našem portalu zbranih več kot 500 člankov, to je največja zbirka znanja o informacijski varnosti trenutno v Sloveniji. Zbranih imamo več kot 500 primerov prevar, nasvetov, videotutorialov, kjer v bistvu lahko ravno to dobijo uporabniki preventivno pomoč, preden nekaj storijo, da se pozanimajo, da dobijo to informacijo na spletu. Bolj kot bom rekla, sam portal, ki je nekako statična zbirka znanja, še bolj smo pa aktivni na družbenih omrežjih, torej praktično vsakodnevno opozarjamo na vseh naših kanalih, pošiljamo elektronske novičke, tako da informacije so na voljo. Drug program, ki je pa program, bolj bom rekla aktivnost, ki smo pa zagnali lansko leto, je pa brezplačni spletni tečaj Varni v pisarni. Torej, Varni v pisarni je, bom rekla, aktivnost, ki je bila z naše strani, kakor smo mi videli samo statistiko, je bilo nujno potrebno pripraviti ločen portal, res specializiran samo za poslovne uporabnike, za zaposlene v podjetjih, ki rabijo zelo specifične informacije. Tako da smo lansko leto zagnali brezplačni spletni tečaj Varni v pisarni, kjer v 30 minutah zaposlenim nudimo neko osnovno znanje. Kar je tista, bom rekla, neka prednost našega tega programa oziroma tega tečaja je, da imamo vsebine prilagojene različnim delovnim mestom. To pomeni nekaj osnove, so praktično za vse, ki uporabljajo internet v službi. Logistika, finance, administracija je modul, ki je namenjen vsem tistim, ki imajo dostop do bančnih računov znotraj podjetja, ker gre, bom rekla, še bolj za neka specifična znanja, veščine, ki jih morajo obvladati. Modul marketing in pa logistika je namenjen tistim, ki zelo veliko komunicirajo z zunanjimi partnerji, ker tu smo opazili mogoče malo bolj specifične prilagojene prevare, ki ciljajo na njih. In pa modul za IT uslužbence je pa najbolj, bom rekla, specializiran, specifičen in zelo uporaben tudi, kadar želite izobraziti svoje zunanje vzdrževalce, torej ne, če podjetje samo nima svojih zaposlenih. Tako da, to je z moje strani vse. Jaz bi resno povabila vse, da posedujete to informacijo, da so vsebine na voljo brezplačno, da so prosto dostopne, kar je pa najpomembnejše pa to, da so pripravljene s strani strokovnjakov, ker v tem primeru mi obravnavamo in predstavimo zaposlenim konkretne primere, ki smo jih mi obravnavali, ki so se zgodili v slovenskih podjetjih.